Lepo pozdravljeni v tokratnem odmevu tedna podcastu na domovina.je. Z nami je komentator dr. Žiga Turk. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Dr. Žiga Turk, ta teden, zdaj teden, ki prihaja tudi v javnost vaša knjiga. In sicer naslov je Krivo misleki. Kdo so to? Ni kdo so to, ampak gre za kaj so to. Ne? Ja. Knjiga je izbor mogoče nekaj čez 100 mojih kolumn, izmed približno reda velikosti 1000, ki sem jih do zdaj napisal. In so krivomisleki v smislu tistega Orwellovega wrong thing. Ne, za to besedo do zdaj nismo imeli v slovenščini ene lepe klene slovenske besede, zdaj jo imamo. Namreč z vsemi temi kolumnami je nekaj narobe. Predvsem za slovenskega bralca govorijo nekaj, česar ni navajen, oziroma ga dregajo iz te cone socialističnega obdobja. Podnaslov je trajni in nadležni. Izbrane so tiste, ki imajo neko trajno vrednost, ki, čeprav so bile napisane morda 15, 20, 5 let nazaj, še vedno imajo neko aktualno sporočilo. In so nekako nadležne. Ne? Nadležne v smislu predvsem tega prevladujočega stanja duha, ki v Sloveniji obstaja in ki ga je treba nekako prevetriti. In dejansko tudi sama se vedno sprašujem, ko gledam, da ljudje objavijo svoje komentarje, da je pravzaprav to veliko vprašanje trajnosti. Ne? Recimo novinarski komentarji bi jim potekel rok trajanja, zato ker se stvari spremenijo. To je kar posebna umetnost napisati en trajen komentar. Ja, malo je tudi odvisno od tega, na kakšen način človek piše oziroma s čem se ukvarja. Jaz moram reči, da so meni tekoči dogodki vedno zgolj iztočnica za to, da povem neko trajno, globjo, bolj abstraktno, bolj splošno resnico. Ta knjiga zato recimo nima nekega imenskega kazala, kjer bi bilo napisano, kje vse se ukvarjam, ne vem, s Kučanom, pa z Janšo, pa z Mirom Cerarjem, Šarcem in z vsemi ostalimi, ne? Ker praktično skoraj ni imen. Ne? Zdaj, bralcem je včasih všeč, ne, če nekoga hvališ ali pa če nekoga napadeš osebno. Ne. Kaj pa vem, no, jaz ne pišem tako. Se pa lahko prepoznajo v teh komentarjih, ne? Lahko se prepoznajo, čeprav kot pravim, poudarek je vedno na nečem splošnejšem, na nekem mehanizmu, na neki zakonitosti, na nekem pojavu, ki je trajnejši, ki je globlji, ki se ponavlja, ki se nam kar naprej ponavlja. Ne? Sej, zato, da so neki zapisi izpred 15 let še vedno aktualni, to samo pomeni, da se nismo v 15 letih nič naučili, da se nismo nikamor premaknili. Ne? Če bi lahko pravzaprav poobjavljal danes stvari z majčkeno drugačnim naslovom, z majčkeno drugačnim uvodom, stvari, ki so bile pred 15 leti objavljene. No in kaj je to osnovno sporočilo, ki ostaja enako? Kaj je ta rdeča nit teh 35 let Slovenije? Rdeča nit je, da se nič ni spremenilo. Ne? In da z takimi knjigami, s takimi oddajami, z trudom številnih političnih strank, pa tudi, kako bi rekel, nekih ljudi, ki se v javnosti oglašamo, poskušamo, da bi se kaj spremenilo. Ja. Dobro, bomo prebrali, ko bomo vzeli v roko, ne? Zdaj še ta hip še ni v fizični obliki, če ne bi jo imela midva tukaj. To bomo prebrali in potem tudi drugič kaj komentirali. Zdaj pa, seveda, zdaj vi ste tudi zapisali, da je umrlo novinarstvo. Ne? Tudi v enem od teh komentarjev, ne teh, ampak zdaj zadnjih, ne? Kako to mislite? Razložite nam. Ja, spet ena taka splošna resnica, ne? Zakaj se v Sloveniji v 35 letih nič ni spremenilo, ko bomo enkrat, ko bo nekdo, ko se bo kaj spremenilo, analiziral vzroke za to, ko bomo iskali krivce za to. Sem prepričan, da bo en ogromen del krivde padal tudi na slovensko novinarstvo. Ne? V slovenskem novinarstvu se ni nič premaknilo. Kriza, ki se mu je zgodila zaradi tehnoloških sprememb, zaradi tega, ker kar naenkrat nimajo več, torej stare novinarske hiše, monopola nad dostopom do bralcev. Ne? Včasih bi takole oddajo, se vi to veste, lahko snemali samo na RTV Slovenija, pa potem se je pojavil enkrat Pop TV, pa ne vem, Nova 24, pa Planet. Ne? To je 5 kanalov.
ko se najni gledalci sprehajajo po YouTubu, verjetno se zdaj tedensko snema enih 20-30 podcastov, v Sloveniji pa so to samo podcasti, ne, ki so najdražja oblika dostopa do javnosti. Koliko se pa piše, koliko je komentarjev, ne, v primerjavi s tem, da nekoč je pa moral biti časopis, ki je imel raznašalca, da si prišel do bralcev, ne, je to seveda ena velikanska razlika. Skratka, ta monopol je izginil, s tem je izginila tudi priložnost, da bi novinarji iskali resnico, da bi pisali resnico ljubno, iščejo dostop do bralcev. Bralci smo pa tudi, kako bi rekel, nismo najboljši, ne? Mi pa ne iščemo tudi kot bralci resnice, ali pa večina ljudi ne išče resnice, ampak išče potrditev svojih prepričanj, potrditev svojih predsodkov, da jim nekdo pove tisto, kar želijo slišati, ne pa morda česa, kar ni prijetno. No, in v kombinaciji tega, ne, se je novinarstvo izrodilo v to, da v veliki meri služi ali nekim kapitalskim interesom, ki imajo časopise za to, da svoje kapitalske interese zagotavljajo oziroma branijo. Ne, recimo, si lastnik časopisa in skozi ta časopis poskušaš, recimo, oblast motivirati za to, da dobiš kakšno dobro gradbeno pogodbo na kakšnem odseku tukaj železnic ali pa cest v Sloveniji. Ali pa v Ameriki Jeff Bezos podobno, ne, ko je kupil Washington Post, ne, ga ni kupil zato, da bi zdaj reševal medije ali pa tisk, ampak da ima nek vzvod, ker oblikuje pač ta politični prostor v Washingtonu. Ne. In drug preživetveni model je, da se pravi, eno je dobrikanje politiki, ne, drugo je pa dobrikanje bralcem. Ne. In vi imate pač medije danes, ki skrbijo za to, da bralci slišijo tisto, kar želijo slišati. Bralci so pripravljeni plačati, večina bralcev je pripravljena plačati za to, da slišijo nekaj tazga, kar želijo slišati, ne kar bi morali slišati. Če smo mečkaj samokritična, ne, tudi tale oddaja, gledali naj jo bodo, kako bi rekel, najni somišljeniki, ne. Žal ne bo dosegla tistih, ki bi jih morali doseči, ki bi slišali nekaj drugačnega, nekaj novega. Ne. In edini način, da je danes človek, bom rekel, kolikor toliko široko obveščen, je, da spremlja oba pola, da spremlja več različnih medijev. In tukaj se mi zdi, da smo pa na desni strani v bistveno boljšem položaju. Namreč mi se ne moremo izogniti, da ne bi slišali glasov z leve. Ne, pač karkoli odpreš v avtu, odpreš radio, zvečer odpreš kakšno televizijo na prvih, 12 kanalih, bodo tisti, ki zagovarjajo ta progresivni levičarski narativ. Ampak mi z desne gledamo tudi take oddaje, kot je tale, pa še recimo ducat drugih, ne, odpremo morda na Planet ali pa na kakšno drugo alternativno televizijo. Medtem ko se morajo pa levi posebej potruditi, ne, oziroma jih nikjer kar tako ne bombardira novica z desne strani in so slabše obveščeni in zaradi tega tudi, kako bi rekel, manj informirano glasujejo na volitvah. No, seveda, ob tem novinarstvu se postavlja vprašanje prav ta teden, ne, v kolikšni meri se je izrodila tudi politika, ne, ker evropska poslanca Zver in Grims, sta poslanca Ljudske stranke, sta bila kaznovana, ne, pa paste politika, ne, ker nista podprla Ursule von der Leyen pri glasovanju o nezaupnici. Torej, skratka, ona je kaznovala in ta Evropska ljudska stranka najmanj 5 poslancev. Ne. Torej, kaj naj si zdaj mi o tem mislimo? Ne? Tam je neka nezaupnica, ni bila seveda prvič. Ursula von der Leyen, očitali so ji že marsikaj, v kolikšni meri je zdaj sploh ta Evropska ljudska stranka tisto, kar so volivci volili? Zdaj, tisti, ki me spremljajo, vedo, da sem jaz razmeroma kritičen do evropskih inštitucij, predvsem Evropskega parlamenta. Ne. Njegova funkcija je, da daje vtis demokratičnosti Evropske unije, ampak če premisliva, kdaj je pa Evropski parlament za kaj kriv, kdaj gledalci, kdaj midva za kakšno evropsko politiko kriviva Evropski parlament in rečeva, joj, tole pa Evropski parlament res slabo naredil. Ne.
ne vem, za tele kukije, ki se nam pojavljajo, ko brskamo po internetu, pa moraš kar naprej klikati, ne, da se strinjaš. Ne. Noben ne bo krivil Evropskega parlamenta, krivili bomo Evropsko unijo kar tako, ali bomo pa krivili Evropsko komisijo. Podobno glede kakšnih drugih politik. Ne. In skratka, to pomeni, da pravzaprav, če ne prevzema odgovornosti, parlament neke pametne vloge pravzaprav nima. Ne. Daje vtis demokratičnosti Evropske unije, sicer je pa to nek debatni krožek, v katerem parlamentarci poskušajo skočiti s kakšno temo, da bi se prebili kam v kakšne lokalne ali pa mogoče evropske novice, bolj kot so provokativni, bolj jim to uspeva. Tako da jaz si kaj, to glasovanje je bilo nekoliko pomembnejše, ko gre za zaupnico predsednici Evropske komisije. Ta predsednica Evropske komisije je tam na predlog Evropske ljudske stranke. Z dveh strani je mogoče gledati na to potezo. Ena je seveda, da pohvalimo principielnost in pokončno in trdno držo teh dveh poslancev in pokritiziramo Evropsko ljudsko stranko, kako ne dopusti, kako bi rekel, demokracije v svojih vrstah, kako pravzaprav poskuša disciplinirati lokalne poslance, ki bi morali zastopati slovenske interese v Evropskem parlamentu. Po drugi strani je pa treba razumeti, da je politika tudi ekipni šport, ne? In da poslanci niso tam samo zato, da, kako bi rekel, pridobijo kakšne simpatije z nekimi akrobacijami pri svojih volivcih, ampak so zato, da sem in tja kaj dosežejo. Ne? In dosežeš pa seveda stvari v Evropskem parlamentu lahko samo, če si član neke ekipe, če si član neke povezave, če si, kako bi rekel, team player, če si ekipni igralec. Ne? In tukaj recimo gospa Romana Tomc se pa ni pridružila temu bojkotu. Ne? Ja. Po drugi strani je pa gospa Romana Tomc dosegla pred meseci, da je Evropski parlament kot celota s podporo ljudske stranke, pa seveda tudi še kakšnih drugih strank, sprejel neko resolucijo o zločinih totalitarnega sistema v Sloveniji. Ne? Bog ve, če bi tisto resolucijo sprejeli, če bi tudi Romana Tomc skakala za nekim, recimo v naših krogih, popularnim mnenjem, da je treba Ursula von der Leyen zamenjati. Tako da jaz mislim, da vse v vsemu je slovenska EPP delegacija ravnala modro. Ne? Trije so ravnali tako, kot je treba, da so ekipni igralec, ne? Dva sta mečkano izskočila in boste dobila nekaj všečkov tukaj v Sloveniji. Vse v vsemu pa se mi zdi, da so v Evropski uniji, pri vodenju Evropske unije, v politikah Evropske unije razmeroma veliki problemi, ki jih eno glasovanje ali pa ena oseba ne more rešiti. Ja, pri teh 800 članih tega parlamenta. Ne. Ampak zdaj všečka v Sloveniji očitno nabira tudi Robert Golob, zdaj seveda manj kot 2 meseca pred volitvami. Ne. On je čistil janšiste, počel vse sorte. No. Skratka, bil je zelo nastrojen proti podjetništvu, zdaj je pa ugotovil, da je pa to napaka, da recimo ti zapreš SP, pa ga potem 5 let ne moreš odpreti in zdaj je seveda se posipa s pepelom. In tisto, kar smo zdaj izvedeli, prav včeraj, je pa to, da ne bomo sprejeli migrantov, ampak bomo raje plačali 1,8 milijona evrov v nek sklad, pa da migrantov ne bomo sprejeli. Zdaj zanima me, ali je Robert Golob postal janšist. Ne, volitve se bližajo. Ne? Ja. In pred volitvami noče dati opoziciji nekako te teme in je naredil tisto, kar bi naredila Janševa vlada. Tamle na levi bodo nekaj ropotali, 8. marec se bo gotovo oglasil s kakšno blago kritiko, ampak neko volilno temo, ki bi mu lahko škodovala, je zdajle pred volitvami, bom rekel, opoziciji vzel. Kako se bo pa obnašal potem 4 leta, pa vemo. Ne? 4 leta je bila pa ta vlada pravzaprav zelo prijazna do migrantov, do migracij, do pravzaprav vsega tega, kar je z slovensko in evropsko migracijsko politiko narobe. Tako da to je eden od teh predvolilnih potez. Srečo imamo, da se to dogaja zdajle pred volitvami. Sicer pa pametni ljudje si iz tega ne bi obetali, da je prišlo do nekega zasuka pri politiki te vlade.
takoj po volitvah, če bo ista garnitura naprej, upajmo, da ne bo, bo poskušal ta velik greh, ki si ga je zdaj nakopal na levi strani, popraviti. Za 14 dni, ja. Ampak mislite, da se bodo volivci spomnili? Namreč človeka skrbi to, vse veste. Ljudje pač nimamo časa, da bi res ves čas sledili ponavadi, dobro, mogoče novinarji, mogoče komentatorji, ampak sicer ljudje živijo iz dneva v dan, se spopadajo s svojo realnostjo, plačo, otroki, vrtcem in tako naprej, ne počitnicami. Kdo sploh spremlja tako podrobno, da se bo zdaj spomnil, da je ta isti Golob počel to, kar sva prej rekla? Manjšina se bo tega spomnila, saj na to igrajo. Tudi celotna kampanja oziroma to dogajanje, ki ga zdaj le spremljamo, katerega del so tudi midva, tudi ta oddaja konec koncev, ne, je neka kakofonija nekih dogodkov, nekih afer, nekih pravzaprav drobnarij, okrog katerih se zdaj pregovarjamo, a je bolj napačno financiranje bilo, ne vem, Nove 24 ali necenzuriranega ali ne. Ni pa neke debate o tem, kam pa mi pravzaprav želimo, da Slovenija v naslednjem mandatu gre. Ne? Ali bo šla nekako počas proti Venezueli, pa nazaj v Jugoslavijo, pa nazaj med neuvrščene, pa nazaj v socializem, pa proti Beogradu, ne? Ali bomo vendarle poskušali spet se vračati v tisto smer, ki je obstajala nekje tam na začetku 90-ih let, da se želimo odlepiti od vsega tega in postati ena normalna srednjeevropska država. Ne? Ali nas zanima država, ki pravzaprav daje potuho lumpom pa lenobi, ne? Ali želimo biti država, v kateri je poskrbljeno, da tisti, ki ima voljo, da bi delal, da je priden, da je podjeten, da mu bo dobro šlo in da bo vse ostale potegnil za sabo. Ne? Tukaj imamo dva koncepta, ampak o teh dveh konceptih v javnosti govora pravzaprav ni. Govora je o takih in drugačnih ekscesih, ki so tudi nekomu, ki z levim ušesom to posluša v avtu, ne, v kolonah, dostopni in se bo potem na podlagi tega odločal. In ta odločitev, rekel, ne bo toliko informirana, kot bi za neko zrelo demokracijo morala biti. Ne. Tako da to je težava sodobnih demokracij, ne. Vsak ima en glas, ne, ampak so pa ti glasovi zelo, zelo različno informirani. No, del teh ekscesov je seveda tudi Tanja Fajon. Upamo lahko, da se bomo spomnili njenih napak. Ne. Tule vidimo Tanjo Fajon na svojem Facebook profilu, je objavila: vesela sem, da sem danes na gimnaziji Bežigrad nagovorila mlade delegate iz različnih evropskih šol. Skratka, nagovorila je, prav gotovo je tudi ponujala to svojo agendo ženske zunanje politike, pa neuvrščenih, pa ne nazadnje Palestine, Hamasa, proti Iranu ni rekla še nič. Mislim, da sem danes slišala, da je mogoče en malo pismo, kjer opozarja tudi Iran, ampak napake Tanje Fajon, to, kamor je skrenila, a ne, to nas bo drago stalo. Po drugi strani pa v tej kakofoniji pa imamo podcast Po desnem pasu, ne, kjer pa so ga ti levičarji takoj napadli, češ da je šel na gimnazijo, na neko gimnazijo in tam v Želimljah in so imeli tam pogovorni večer. Kako lahko razberemo zrno odplev vizavi Tanja Fajon, pa zdaj ta podcast Po desnem pasu? Spet nam servirajo same neke napake, neke burgerje, no, recimo, če gledamo Anžeta Logarja, zdaj tale podcast, oni naj ne bi smeli v gimnazijo Želimlje, Tanja Fajon mirno po gimnazijah hodi. Kako razberemo zdaj zrno odplev in kaj zdaj pomeni ta zunanja politika Tanje Fajon, ki se seveda seli tudi na notranje področje? Težko razberemo zrni odplev ravno zaradi tega, ker je večina medijske scene take, da smatra za normalno, smatra za apolitično pravzaprav to, kar počne Tanja Fajon, Luka Mesec, skratka, kar počnejo levičarji. Ne? Če gredo oni v šole in indoktrinirajo učence, ne? Potem je to predstavljeno kot, ja, to je del izobraževalnega procesa, ne, saj to, kar zagovarjajo Luka Mesec, pa Tanja Fajon, pa Robert Golob, skratka, cela ta Nika Kovač levičarska klika,
To je apolitično, to je neka normalnost, ne, to je vendarle lahko v šoli. Tisto, kar pa zagovarjajo recimo, ne vem, mladi slovenski demokrati oziroma, ne vem, ali pa mladi slovenski krščanski demokrati ali pa Primc ali pa kaj podobnega, ne, to je pa politično, ne. A veste, sej, to, da so oni tej ideološki čistki na RTV rekli depolitizacija, ne, oni so to povsem resno mislili, ne. Njim se zdi apolitično biti napreden in biti lev in biti socialen in solidaren in ne, to je vse. Ne, oni so rekli demokratični lok pred prejšnjimi volitvami strankam, ki so bile leva opozicija, ne, ostali so bili nedemokrati. Skratka, opraviti imamo za nekim miljejem, ki ga utrjuje vse, kar ima nek glasen glas v javnosti, da tisto, kar je levo, je nekako normalno, je pripuščeno, jim je vse dovoljeno, je povsod pripuščeno, ne, tisto, kar je desno, je pa politika. Ne. Levo je pa nepolitično. In zdaj nek razmišljajoč človek seveda to spregleda v trenutku. Nekdo, ki je pa, kako bi rekel, ves čas samo v tem levem akvariju in kjer mu to pripovedujejo, ne, ta pa reče, ja pa res, kako pa to, da gredo mladi slovenski demokrati v šole, ne, tukaj, ko hodijo pa politiki leve oblasti, to je pa seveda vse v redu. Ja. Ker ljudje to poslušajo in temu se je enostavno treba upreti in reči, ja, seveda, še bomo šli. Ne. Ja, no in prav te dni, ne, sem zasledila, da je Zveza ateistov Slovenije, mislim, da se tako imenujejo, v bistvu predlagala in bodo tudi sestavili zakonodajni predlog, da se katoliški cerkvi prepove nekako politično komentiranje, seveda se nanašajo zdaj na ta zadnji referendum o pomoči pri samomoru, pravijo pa, da je cerkev tako v bistvu kot na nek način ekspozitura tuje države, to je Vatikana v Sloveniji. Kaj vi mislite o takem predlogu? Mislim, na misel mi pride en citat Jordana Petersona, on dostikrat reče good luck with that, ne, pa srečno s tem. To je evidentno protiustavno, ne glede na to, kaj bi neko levičarsko spakirano ustavno sodišče reklo. To je stvar verske svobode, to je stvar svobode govora, to je zdaj neka provokacija, s katero želijo zakuriti nek proti krščanski sentiment v slovenskem ljudstvu, ki so ga od leta 1945 naprej skrbno negovali. Ja, pravim, kar dejte pa srečno s tem. No, jaz mislim, da bodo tudi v mednarodnih forumih imeli s tem velike težave. Veste, tega ni Josip Broz počel. Ne. To je Stalin počel nekaj časa, potem je pa prišla tista njegova tako imenovana velika domovinska vojna, je pa hitro nazaj prišel k popom. No, in to seveda pred volitvami, ne. No, in zdaj, če gledamo na položaj pred volitvami, so v Info 360, to je nekakšna sestrska medijska družba te naše televizije oziroma podcasta, so seveda ugotovili, da ljudje bežijo od Gibanja Svobode, napravili so anketo in da bo Levica ostala zunaj parlamenta. Trije glavni akterji, tako so nekako ocenili, pa so seveda Janez Janša, ki ima največ možnosti, tako pravijo, potem Gibanje Svoboda Robert Golob in seveda Anže Logar. Ne. Zdaj, Anžeta Logarja eni porivajo na levo, eni na desno. Seveda je sam dejal v oddaji na Pop TV pri Urošu Slaku, da če bi se zgodilo, da zmaga SDS, da dobi največ glasov, bo naredil vse, da bi v neko bodočo koalicijo vstopila tudi neka leva stranka. Torej, kaj si lahko mislimo o Anžetu Logarju? Najprej glede tele ankete. Ne? Na tej anketi je res bil Logar celo na drugem mestu. Ja. V zvezi s to anketo bi jaz rekel iz njihovih ust v božja ušesa. Se pa bojim, da ji ne moramo povsem zaupati, ker kljub temu, da je dr. Gamolin uravnoteževal oziroma ponderiral te rezultate, treba je vedeti, da so v tej anketi sodelovali tisti, ki berejo Info 360 in to so taki ljudje, ki, bom rekel, so odprti vsaj za neko sredinsko ali pa za neko majčkeno bolj desno sredinsko politiko. Morda so bili tudi razočarani nad svojim glasom za svobodo in so zdaj prišli tja. Tako da, kakorkoli ponderiraš, ne, vzorec je v štartu okužen in je morda potem zajel več takih, ki se
bi iz Svobode, bom rekel, premaknili nekam drugam, kot bi kakšen drug vzorec to zajel. Tako da prevelike teže jaz temu ne bi dajal. Jaz mislim, da se dela predvsem v teh dominantnih medijih sistematično dr. Logarju ena krivica in to je, da se ga vedno pakira v ta desni blok skupaj z Janšo in skupaj z tem koalicijo Nove Slovenije, Ljudske stranke in gospoda Lotriča. Ne. To je del njihove propagandne vojne, ki želi Logarja poriniti v desno in obvarovati, da bi za dr. Logarja glasoval kdorkoli, ki je preglasoval za tole vladajočo kompozicijo in je z njo izrazito nezadovoljen. Kolikor jaz spremljam nastope Logarjevih demokratov, to je sredinska stranka. Ne. V bistvu so razmeroma zelo nepolitični, neideološki, o nobenem, bom rekel, ideološkem vprašanju. Jaz nekega odločnega mnenja nisem slišal. Ko je šlo za referendum o evtanaziji, jih praktično ni bilo nikjer. Potem na koncu se je gospod Logar priključil zmagovalcem. Ko gre za neke teme iz naše polpretekle zgodovine, jih ni nikjer. Ne, imajo pa dober, se mi zdi, kar se davkov in financ tiče, zelo dober program. In peljajo, ne, poskušajo ustvariti v Sloveniji to, za kar pa glavni mediji promovirajo resnico. Ne. To je, da je tretja pot, da je še ena izbira, da nista tukaj samo Janša pa Golob, ampak da je še nekdo tretji. In jaz mislim, da je od vseh mogočih teorij v smislu, da je Logar v resnici trojanski konj Levice, ne, pa da je Logar trojanski konj Janeza Janše, ne, da je vendarle najbližje resnici to, da on pelje neko svojo špuro, neko svojo pot po sredini kot alternativa tem dvem. In a veste, v tej razgretosti političnega prostora, ob tem, ko se tekmovanje vse bolj skoncentrira, kdo bo na levi imel čim bolj nore leve ideje, pa kdo bo na desni čim bolj desen, se mi zdi to za slovenski politični prostor koristno. No in seveda tudi slika ne laže, ne? Kaže to, kako dejansko si Logar se rokuje z Niko Kovač v studiu na Pop TV, prijazno, tudi ona je zelo vesela, čeprav je vedno bolj, jo poznamo kot neko jezno gospo, ne? Je tu zelo, torej, kaj si lahko mislimo o tem? Seveda so takoj padli komentarji, Logar je lev, ne? No, Nika Kovač pravzaprav dela Logarju veliko reklamo. Na nek način mu dela veliko reklamo med desnimi volivci, ne. Namreč on je zdaj njen nasprotnik, desni volivci nje ne marajo, ne, in mu s tem med desnimi pomaga, med levimi mu poskuša pa škoditi, kar je seveda naravno, ona si želi, da bi Levica vodila naslednjo vlado oziroma da bi bila čim močnejša. Doseg tega jaz upam, da je majhen, ker vendarle Niko Kovač ni neka splošna slovenska avtoriteta, ki bi vsi zaupali, ampak ima seveda velik vpliv med levičarskimi skrajneži, kamor je seveda treba prištevati tudi večino dominantnih medijev. Jaz mislim, tukaj je bilo veliko komentarjev, kako je bil gospod Logar, kako bi rekel, podrejen v tem, oziroma kako je izgubil ta dvoboj. Lahko prisluhnemo zdaj temu dvoboju, pa ga bova potem komentirala. Niko Kovač, pa potem še Logarja malo prej v eni oddaji, kako je rekel tisto, kar sem prej citirala. Zdaj poglejmo ta dva videa. Lahko samo odgovorim. Jaz bi rekla 3 stvari. Prvič, gospod Logar, ne sprenevedajte se. Dejstva so jasna. Videli ste print screene, dokazi so tukaj. Obstajala sta 2 profila. En profil, Larsen Sven Food Truck, je bil predrugačen v profil demokratov. Vse se vidi v zgodovini na spletnih brskalnikih. Ljudje niso neumni in to lahko vidijo. Drugič, to, kar zdaj počnete, ponovno zavajate in stvari zavijate v ovčjo kožo. Kar počnete že ves čas. Mene zanima, zelo iskreno me zanima, kažete se kot neodvisnega, kažete se kot tretja pot, kažete se kot načelnega človeka. Mene zanima iskreno in sem vesela, da lahko vprašam, tukaj ste zdaj lagali, niste bili pripravljeni, samo da povem do konca, niste bili pripravljeni tudi opozoriti na laži vašega političnega sopotnika Janeza Janša in moje vprašanje je v resnici, kdo ste vi? Kdo ste vi na slovenskem političnem polu? Določali boste naslednjo vlado,
vlado, določali boste, bo naslednja vlada avtoritarna z Janezom Janšo ali bo naslednja vlada demokratična. Ne odgovorite na stvari, kako se razlikujete od Janeza Janše, če v 96% glasujete isto. Ne odgovorite na stvari glede njegovih očitnih laži in se nočete distancirati od tega. Že kar nekaj časa pač ne odgovarjate na zadeve in zdaj tukaj pri toliko minorni stvari, kakor so eni burgerji, kjer so ljudje všečkali burger in kasneje dobili serviranga vas, ne rečete, naredili smo napako, nekako se je zgodilo, da je bila ta stran predrugačena v demokrate, ampak ponovno zavajate. In tretja stvar, ki me v resnici zanima, je to, a ste neodvisen. A ste neodvisen? Ja, seveda. Pol imam pa za vas en nasvet prijateljski. Če ste neodvisen, vam predlagam to, da se postavite pred Državni zbor in naredite tiskovno konferenco in razkrijete na tiskovni konferenci različne stvari. Najprej razkrijete to, kako je Orbanova mreža finančna financirala SDS-ove medije. Potem razkrijete to, kako deluje SDS-ov aparat, ki dnevno širi sovraštvo. Bili ste solastnik Nove 24. Razkrijete, na kakšen način v resnici se določa uredniška politika. Če to naredite, če pokažete, kako so te stvari potekale, če sledite Madžaru, ki je jasno pokazal korupcijo Orbana, vam bomo vsi verjeli. In bomo vsi bili veseli, da smo dobili močno opcijo. Dokler pa lažete v enih banalnih burgerjih, lažete v tem, kako se je moralno zavajali ljudem in ne pokažete na vse strani, se mi pa zdi to v resnici pač škoda te debate. No in zdaj še, komentirajva. Je kdo štopil, koliko časa je trajal ta monolog? Več kot 2 minuti, vem. To je neverjetno, kaj neka televizija oziroma kako neka televizija da neki Niki Kovač, ki ne nastopa na teh volitvah, ki je pravzaprav nihče, pač nekdo, ki se ukvarja ki bicira v politiki, ne? Kako je dal prostor za ta monolog. Ne? In Logar je to potrpežljivo, stoično poslušal, kakšen drug bi skočil v besedo in ji povedal par krepkih. Jaz mislim, da je prav ta Logarjeva potrpežljivost najboljše dokazala to, da je on drugačen. Si predstavljate, bi bil tlele Aleš Hojs. To bi bilo po 10 sekundah bi skočil besedo in bi povedal, kar ji gre. Ne? To je neka druga opcija, to je neka druga kultura, kot smo navajeni iz SDS-a in Nika Kovač mu je dala tukaj priložnost, da to pokaže. Njej se zdi, da je v tem monologu zmagala, ne, ampak pokazala, da je pravzaprav Logar je drugačen. Ne. Ker se pa tiče pa tega, ne, pa stopite pa tiskovna konferenca. Ja. Lejte, Logar v bistvu noben od nas ne more narediti čisto nič. Ne. Da bi Nika Kovač rekla, joj pa res, zmotila sem se, imate prav, vi ste v redu. Nikoli ne bo dovolj. Ne. Ja. In na take pritiske je edini odgovor, sem danes na X napisal, ne, da držiš glavo po konci, ne, in sredinec še višje. In čakaš, da bo mimo. Pač ignoriraš. Ne? Ja. Ona je tukaj v službi skrajne levice, ne? V službi diskreditacije tega, kar se na drugi strani dogaja in sprejeti to njeno igro bi bila neumnost. Ne? Tlele jo je sprejel, je pokazal, da je drugačen, je pokazal, da je za dialog, je pokazal, da zna poslušati. Ne? Jaz sem se tlele presedel, jaz sem tlele gledal na uro, ko se je tale monolog vrtel. Več kot 2 minuti, ampak sem namenoma pustila vse. A je že na kakšni televiziji v večernih poročilih, kjer je bil nek dialog med dvema osebama, nekdo imel tako dolg monolog. No. Več kot 2 minuti. Tukaj se jasno pokaže, da so televizije dobile nalogo oziroma da so dale Niki Kovač možnost, da se izkaže pred kamerami. No, zdaj poglejmo še enkrat tisto, kar sem prej omenila, kako je Logar odgovoril en dan prej Urošu Slaku, pač kako bo sestavil vlado. Prej ste mi dejali, da boste odgovorili na to vprašanje, ne, ali bi šli po parlamentarnih volitvah v koaliciji z Janezom Janšo, ampak zdaj mi niste odgovorili. Se pravi, bi šli. Sem odgovoril, če recimo gospod Janša zmaga naslednje volitve, bomo mi naredili vse, da se sestavi koalicijo z največjo stranko na levi strani. Tukaj je treba biti vseeno mečkano kritičen tudi do recimo naše strani. Ne? To izjavo so
poskušali interpretirati in je bilo, bom rekel, na naši strani dosti interpretacij v smislu, ne, da če bo zmagal Janez Janša, bo Logar naredil vse, da bo pomagal narediti levo koalicijo oziroma da Janez Janša, kakor ne bo vodil vlade, ne, ampak da bo koalicija sestavljena z njim pa z levimi strankami. Ne. Jaz mislim, da to iz te izjave ne sledi. Iz te izjave sledi, da bo on se zavzemal za to, da bi tudi nekoga iz leve pripeljali v vlado Janeza Janše. Ne. Ima težavo, kako odgovarjati na vprašanje, a boste vi šli v vlado za Janezom Janšo, ker se mu zdi, da bo s tem zgubljal sredinske volivce. Jaz se bojim, da jaz mu čestitam, no, kako mu uspe to vprašanje obiti, kako naga ne odgovarja. Ne. Ja. Ampak odgovor na to je, če bodo programi kompatibilni, bom šel, če bo kultura kompatibilna, bom šel, če kultura ne bo kompatibilna, pač ne bom šel. Ne. Temu kako bi rekel, licitiranju, ne, kdo bi šel, pa kdo ne bi šel z Janšo, se mi zdi, da je treba narediti konec, tudi se mi zdi, da na ljudi to ne naredi več takega vtisa, ko se spomni en navaden človek tamle, ne, ne vem, ima neko normalno službo, kaj pa je bilo pod Janševimi vladami tako hudo, ne? Kaj pa je tako narobe, ko je bil Janša predsednik vlade, ne? Če vi ravno ne sedite v avtomobilu pri rdeči luči in berete ustave in ne speljete, ne, se vam pod Janševo vlado ne zgodi nič hudega. Ne. No in seveda... Veste, par huliganov je bilo treba takrat v Ljubljani narediti reda. Ne. Velikanska večina Slovencev ni s tistim solzivcem imela nobenih problemov. Ne. In jih tudi ne bi imela, ker ne bi šli ovirati tujih delegacij, ki so prišle na vrh Evropske unije na Brdo, spali so po Ljubljani, pa so se morali tja pripeljati. Ne. Tako da ta balonček strašenja pred Janšo in kako Janša zaplinja in kako je ugrablja in je majhne otroke, temu bo treba enkrat narediti konc. No. Recimo, dobro, eno pomembno vprašanje se je tu pojavilo, ne. Recimo, spet se je oglasil Milan Kučan, on je v Reporterju dejal to, da 4. Janševa vlada bi bila hujša od vseh. Kar se pa Logarja tiče, je pa dejal, nekako bom zdaj povzela, ker nisem ven vzela citata, da, in to pravi, kar Nika Kovač reče, da Logar, ne vemo še kaj bo, ne, ampak on nikoli ni obsodil politik Janeza Janše. Pa kaj se pričakuje tu, da bo to neko odprto sodišče, pejte pred parlament, pa povejte kaj, pa dajte obsoditi, kdo pa je. Kdaj je pa, prosim, Milan Kučan obsodil komunistični režim v Sloveniji? Kdaj je Milan Kučan obsodil povojne poboje in kdaj? Jaz ne vem, kaj pričakujejo. Tukaj gre za neko prozivanje, ki ga nikoli se ne da zadovoljiti. Nikoli ne bodo za nobenim odgovorom Anžeta Logarja s tem v zvezi zadovoljni. Jaz slišim, da je dal gospod Kučan intervju za revijo Reporter, ki ima menda 800 prodanih izvodov, ne? Ampak na naslovnico so pa dali tako, da se iz trafik vsi tisti neprodani izvodi kažejo s tistim, da bo 4. vlada pa še hujša. Kaj so bile pa hude? Kaj je bila pa vlada 4-8 huda? To je bil, bom rekel, čas največjega razcveta Slovenije. Ne? Kaj je bila pa vlada 12-13 huda? Kaj je bilo pa med covidom vlada huda? Najblažje ukrepe smo imeli med vsemi. Tako da to je neko strašenje, ki ga je pravzaprav za pričakovati. No, ampak recimo tudi zdaj ta vlada, ne, tu nekje sem izbrala številke, recimo ta vlada je imela in državni zbor je imel čez 137 izrednih sej, pa samo ene 27-28 rednih, kar lahko, če gledamo samo na delo parlamenta, razberemo, da imamo mi v Sloveniji zdaj izredne razmere. Če samo parlament pogledamo, kako lahko nek Kučan, ki se seveda še vedno utika vse, kljub temu, da je star 85 let, ne, kako lahko zdaj on reče, da je bilo prej hudo, je pa sej bil COVID. Kaj bomo pa zdaj? Če imamo same izredne seje, če pogledamo samo parlament, so zdaj neke izredne razmere. Zdaj v podtonu ali pa kot nek skupni imenovalec vsega tega dogajanja v slovenski politiki v zadnjih 35 letih je to, kako bi klika, ki se je, na katerih strici pa dedje so si prigrabili oblast za revolucijo med drugo svetovno vojno in se jo potem utrdili skozi socialistični, komunistični režim do leta 90.
so si nabrali privilegije, so si nabrali službe, so si nabrali položaje, kako bi to stvar ohranili. In Milan Kučan je nek neformalni vodja teh dedičev socializma, ki poskušajo seveda svojo oblast, svoje privilegije, svoje denarne tokove ohraniti. Janša je pa pravzaprav edina alternativa oziroma edini, ki se je temu sposoben postaviti po robu. Veste, da sem jaz tudi nekoč izstopil iz SDS-a, to se zdaj nanaša na tisto, ne, da je treba pa, da mora pa Janšo kritizirati in narediti tiskovno konferenco in tako naprej. A veste, se bi lahko marsikaj povedali, se bi lahko marsikaj se potožili in kritizirali. Ampak to bi bilo neko izdajstvo. To bi bilo, rekel, to ne bi bilo lepo, to ne bi bilo moško. Ne? Potem, ko greš ven, boš pa pljuval, pa gnoj metal na svoje nekdanje kolege, pa na svoje nekdanje tovariše. Ne? Jaz mislim, da si recimo Logar tega ne more privoščiti, če želi ostati nek, kako bi rekel, gospod oziroma nek zaupanja vreden človek. Ne moreš po svojih bivših kolegih pljuvati. Tega se preprosto ne dela. Si šel stran, ker se z nekimi stvarmi nisi strinjal, ker ti neke stvari niso bile všeč, ker se ti zdi, da znaš neke stvari delati boljše. In to je to. Ne? Ja, no se Janša je napisal takole, mislim, da je enem od teh, ali je Facebook, ali nekam je napisal, ali pa X, mislim, da bil, situacija je skrajno resna, tovariši, s tem parafrazira Kučana, ne. Sovražnik je pred vrati, terja enakost pred zakonom, lahko nam poberejo privilegije in nas povprašajo po milijardah, ki smo jih pokradli Sloveniji. To je bilo na X-u. Ne? In pa Hojs je napisal prav tako na X-u, huje bo, pravi glava hobotnice, nobenega davka na nepremičnine ali premoženje ne bo, pri povprečni plači bodo le te višje za 3 Golobove božičnice letno. To se pravi, dejansko je ta politična klika, bom rekla, ali pa ta skupina, ki zdaj vlada Sloveniji, naredila kar veliko hudega, da mora pravzaprav Kučan pri teh svojih letih in svojem spominu, ne, konec koncev, v bistvu zagovarjati to, čemur smo zdaj priča. Ja, torej to, kar sta rekla Janša in Hojs, popolnoma drži, tega se bojijo, zato ta prastrah, da bi izgubili oblast, da bi izgubili vzvode oblasti, da bi izgubili pipice, zato zdajle imenujejo ljudi na mandate, ki se začenjajo čez skoraj 1 leto, da bi zato imenujejo, ne vem, pakirajo ustavno sodišče za levičarji, zato da bi ustvarili z tega nek 3. dom parlamenta oziroma si zagotovili tam neko oporo, če bi bila kakšna drugačna vlada. Ampak Slovenijo vodi naprej samo to, da se mi tej dediščini odpovemo. Enostavno ni druge poti. No, Info 360, seveda sestrski mediji bi lahko rekli, je pa tole ugotovil, kar se tiče Aleksandra Čeferina, ki je tudi velikokrat omenjan v tej združbi, da je septembra lani minilo 10 let, odkar bi morala Odvetniška zbornica Slovenije iz registra odvetnikov izbrisati Aleksandra Čeferina, ki je bil septembra 2016 ali 15 pravzaprav izvoljen za predsednika UEFA. Ker se to ni zgodilo, si Aleksander Čeferin izplačuje velike dobičke kot solastnik odvetniške družbe in se sprašujejo, ali za ene veljajo drugačna pravila kot za druge. To poroča Info 360. To se pravi 10 let od njegovega imenovanja in on še vedno napisan kot solastnik odvetniške družbe, moral bi biti izbrisan, na podlagi tega ima finančne koristi. To, da veljajo za ene drugačna pravila kot za druge, je rdeča nit tele najne oddaje. Ne? Na začetku sva govorila o tem, kdo sme v šole, pa kdo ne sme v šole. Ne? Gotovo veljajo za tole družino drugačna pravila. Ampak, veste, bistvo sploh ni v tem. Ne? Ta zakon oziroma ta zakonodaja, da lastnik odvetniške pisarne ne sme biti nekdo, ki ni odvetnik, ki dela v tej pisarni. Ne? Torej, to ni urejeno zato, ker bi bili nevoščljivi nekomu, ki bi vlekel dobičke iz odvetniške pisarne, pa ne bi bil odvetnik. Ne?
To imajo številne države urejeno tako, da odvetniške pisarne ne morejo biti normalne delniške družbe z zunanjimi lastniki, zato, da bi ohranili integriteto teh pisarn, da bi se te pisarne res borile za svoje stranke, ne pa morda za interese svojih lastnikov. In tako imajo urejen, ne vem, Nemčija, Združene države Amerike, Slovenija ravno tako. In ta problem, po mojem sicer laičnem prepričanju, ni tako velik za Čeferine, kjer je eden na ustavnem sodišču, drugi je v UEFI, pa ostajata lastnika odvetniške pisarne. Problem je za to odvetniško pisarno, ne? Ker je lastniška struktura te odvetniške pisarne neskladna z zakonom, bi lahko kakšna stranka te odvetniške pisarne, ki jo je ta odvetniška pisarna zastopala, pa ni bila uspešna. Ne? Bi lahko sprožila spor v smislu, čakajte malo, mogoče pa vi niste bili uspešni zato, ker ste bili, kako bi rekel, ker je bila vaša lastniška struktura neprava, ker ste v podtonu imeli neke kombinacije z interesi svojih lastnikov, ne pa mojimi interesi kot vaše stranke. Ne? To bi se tukaj kazalo vprašati. To hočem povedati, no, ta zakonodaja ni napisana zato, da bi bili nevoščljivi mi nekim lastnikom odvetniških pisarn, ki niso odvetniki v tej pisarni, ampak je napisana zato, da zavaruje integriteto odvetniških pisarn. To sem prepričan, da odvetniška pisarna Čeferin ve, ne? Se pa bojim, da se počutijo v Sloveniji tako močni, da se jim po tej plati ne more nič zgoditi. Ne? Tako da se mi zdi, no, tukaj bi odvetniška pisarna naredila pametno, da bi svojo lastniško strukturo strukturirala tako, kot zakonodaja pričakuje. No in seveda, mi vsi smo na nek način tudi vpeti v to zgodbo, ki jo zdaj omenjate, namreč RTV Slovenija ima najeto to odvetniško pisarno, dobiva nek mesečni pavšal, ne? In seveda prav zdaj, recimo, je ustavno sodišče, kjer je tudi sorodnik, brat gospoda Čeferina, je vzelo zdaj v roke ta zakon o RTV, ne? Lahko se zgodi, da je zakon dejansko neustaven. Zdaj imamo sliko, da se spomnimo Vere Jourove pa Mateja Acceta. Ne? Vera Jourova je prišla takrat kot podpredsednica Evropske komisije na pogovor k Accetu, ki je bil pač v ustavnem sodišču predsednik, in je, tako je vidno iz tistega zapisnika zvera, vplivala na to, da se zamrzne ta zakon in da je praktično zamrzne odločitev o tem zakonu, češ da je neustaven, in je obglavila RTV. Zdaj, zakaj ta cela zgodba? To je cel komplot, pravzaprav v ozadju tudi odvetniška pisarna Čeferin, ne? Mi vsi to plačujemo, na nek način imamo zdaj par let že obglavljeno RTV, samo Levico, velja nek zakon, ki mogoče ne bo neustaven. Kaj zdaj vse to pomeni za nas? Kaj lahko pričakujemo? Za nas to pomeni, da zelo verjetno živimo v nekem sistemu, ki mu literatura pravi avtoritarni legalizem. Ne? Skratka, imate nek avtoritarni režim, ki uporablja pravo za to, da samega sebe vzdržuje. Skratka, vse se zdi po pravilih, vse se zdi po paragrafih, ampak namenjeno je pa vzdrževanju strukture tega režima oziroma temu, da ta režim ne more izgubiti nobenih volitev oziroma nobenega položaja. To, kar se je zgodilo z zakonom o RTV, je eden od primerov, ne, kako se pravo zlorablja za to, da bi se delalo koristi eni politični opciji. Namreč, kaj se je zgodilo? Ne? Vlada je spremenila zakon o RTV-ju. Zato, da bi ga, kako sva rekla, da ga bi naredilo apolitičnega, da bi bilo možno depolitizirati RTV, v normalnem jeziku to pomeni politizirati ga skrajno levo. Ta zakon je bil seveda za nekega laičnega bralca očitno protiustaven. Narejena je bila pritožba, vloga na ustavno sodišče, da bi o tem odločalo, in nekaj časa je ustavno sodišče zadržalo izvajanje tega zakona, pomeni vse je ostalo po starem. Ne? Potem je pa v nekem trenutku to zadržanje odpravilo, skratka, zakon se je lahko začel izvajati, ni se pa še izreklo o tem, ali je ta zakon ustaven ali protiustaven. Ne? In perverzija je v tem, ne, da je to ustavno sodišče za veliko večino mandata te vlade, ne, dopustilo izvajanje tega zakona, ne,
če bi prišlo pa do menjave vlade, ne, in bi naslednja vlada uporabila ta zakon, tako da bi depolitizirala RTV. Nazaj, ali pa da ga bi res depolitizirala, pa da ga bi naredila pluralnega, ali pa da bi seveda se lahko taki krivomisleži, kot sva midva tam pojavljala, ne, da bi se pa to preprečilo, ne, ima pa zdaj Ustavno sodišče v predalu še vedno tisto vlogo. Ne. In ga je vzelo zdaj ven? Ga je zdaj vzelo ven in zdaj ali bo odločilo o tem pred volitvami, ali bo odločilo po volitvah, ne. Skratka, če odloči, da je to protiustavno, potem naslednja vlada ne more narediti tega, kar je naredila Golobova. Ne. Zdaj, če to popolnoma ne zruši zaupanja, ne, v Ustavno sodišče kot organ, katerega naloga je presojati, a je nekaj ustavno ali ne, in naredi iz Ustavnega sodišča, naredi vtis, da je Ustavno sodišče nek tretji dom parlamenta, ki odloča o tem, a je nekaj politično primerno ali ne, a je nekaj ustavno ali ne, če to ne zmanjšuje zaupanja v Ustavno sodišče, v pravno državo, v ribo, oziroma ne ustvarja vtisa, da riba smrdi pri glavi, potem ne vem kaj. Ne. In to je izjemno kratkovidno tako od te politike, kot od teh pravnikov, ki v Ustavnem sodišču o tem sodijo, ker je kratkovidno. To prinaša neke trenutne rezultate, prinaša neke trenutne koristi vladajočemu režimu, ne? Ampak na dolgi rok dela iz Slovenije državo, v kateri ni pravne varnosti. In iz take države bežijo vsi, ki pravno varnost potrebujejo, ki si varnosti ne zagotavljajo, kako bi rekel, na nek mafijski način. In seveda je zdaj gospod Accetto tudi poročevalec, ne, kljub vsej tej zgodbi in temu zapletu, je on še vedno zdaj poročevalec. Zdaj so to vzeli ven iz predala in zdaj bodo najbrž, mogoče pred volitvami to? No, veste, to je ena taka češnja na torti, ne, na tej usmrajeni torti. Povsem jasno je, da je on glede tega vprašanja kontaminiran, ne, in zato, da bi bila odločitev zaupanja vredna. Ne? Ja, pa naj se izloči. Zakaj se ne bi izločil? Ne? To je samo, kako rekel, veste, to je ta pijanost od oblasti, kaj nam pa morejo. Ne bomo nič naredili za to, da bi vsaj nek vtis, vsaj nek privid pravne države zadržali. V Sloveniji je vse možno, očitno, ne? Ni vse možno. Nekaterim v Sloveniji je vse dovoljeno. No, zdaj ta teden smo pa tudi izvedeli, da je policija razglasila 2 coni kot varnostno tvegani. Ne? V bistvu eno področje je Novo mesto, drugo področje je pa v Ljubljani, ne? In to na Metelkovi, torej od Metelkove, središče Ljubljana, Metelkove v železniški postaji. To so zdaj varnostno tvegana območja. Torej, to je prav tam, ne, kjer so se zbirali te kolesarji, da tako rečem, ne? Kaj se zdaj lahko mislimo? Tam bo policija povečala nadzor. Kaj se bo zdaj zgodilo? Tako Novo mesto kot recimo Metelkova, to je zelo zanimivo. No, po eni strani to pritrjuje tistim, ki so rekli, da bo sprejem Šuterjevega zakona prizadel vse mogoče, morda samo tistih, zaradi katerih je bil sprejet, oziroma ki so bili povod za to, da se je sprejel, pa ne. Ministrica Vrečkova se je tukaj je bila vsa zgrožena, kako je to mogoče, da se to razglasi, ne? Kot da bi bila problem razglasitev. Ne? Jaz mislim, da problem je, da imamo v Sloveniji območja, ki so varnostno tvegana. Ne? Jaz verjamem policiji, da se tega ni kar tako izmislila. In to kaže na slabo delo policije, države, varnostnih organov v preteklosti, da je tako območje sploh nastalo. Jaz si želim, jaz upam, da bo vsem pristojnim uspelo v nekem doglednem času v teh območjih narediti red in da bodo iz tega seznama izginili. Skratka, nisem eden tistih, ki reče, zdaj pa problem, da ste razglasili, da je to območje tako in tako, ne? Ampak je problem v tem, da to območje je tako in tako, pa če je razglašeno ali ne. Ne? Torej, mi se ne moremo počutiti varno. Nič se ni zdajle spremenilo okrog Metelkove, ne? Ampak je okrog Metelkove, kako naj temu rečem, ne? Kaos že dolgo časa.
Ne? Ampak zdaj je uradno in zdaj bodo morda lahko v zvezi s tem nekaj naredili. Jaz pozdravljam, da bodo v zvezi s tem nekaj naredili, si pa predstavljam, da tisti, ki so imeli tam bazo za kolesarjenje in bazo za razne ulične provokacije, so pa nesrečni zaradi tega. Pa konec koncev tudi bazo za razpečavanje mamil, tako lahko beremo. Tudi to se govori, ja. In drugega kriminala. No zdaj, recimo, kar se tiče Novega mesta, ne, pa ne samo Novega mesta, je na podlagi Šutarjevega zakona so zdaj tokrat prvič zasegli tistim, ki imajo zelo veliko prekrškov, ne, več kot 100 in dolgujejo ogromne zneske, tudi več kot 100.000 evrov, so zasegli socialne pomoči. Kaj menimo o tem? Ja, pravilno. Ne, pravilno, ampak zdaj se že išče neke luknje oziroma kako bi to zasegli, da ne bi bila prizadeta cela družina in sorodstvo in tako naprej. Tam so te socialne pomoči poslovni model, ne? In če je nastal zaradi tega problem, pomeni, da je bil ukrep boleč, ne? In namen je bil, da bo ukrep boleč, zato da se bodo bali in da ne bodo več delali kaznivih dejanj, zaradi katerih so kaznovali. Če ukrep ne bo več boleč, kar se zdaj le obeta in kar je zdaj cel kup enega jamranja po medijih z te strani, ki daje potuho vsem mogočim lumpom, ne, potem bodo šle vse stvari nazaj v staro smer. Ali je to, recimo, razglasitev teh 2 con, pa vsi ti izvajanja ukrepov po Šutarjevem zakonu, a je to predvolilna poteza vlade, da bi bila bolj všečna janšistom, ne, bom spet uporabila to besedo. Kaj pa vem, ne, jaz mislim, da se zelo bojijo, da bi se v Novem mestu karkoli zgodilo, da bi se ponovilo karkoli podobnega, kakršenkoli incident. In jaz si predstavljam, no, da so v romskih naseljih obljubili vse mogoče, da bi le dali do, ne vem, 22. marca mir. Ne. To je verjetno. Ta ukrep s temi območji pa, kot rečeno, ima dvojni učinek. Ni všeč skrajni levici, ampak zato, da Golob zmaga, potrebuje glasove nekih normalnih sredinskih volivcev, ki pa tole pozdravljajo verjetno podobno kot jaz. Ne? In on jih upa s takimi potezami, pa s tistim, o čemer smo na začetku govorila, ne, prepričati, ne, skratka, vozil je po skrajno levem pasu, ne, zdaj pred volitvami bo za 2 meseca zavil mečkam bolj na sredino. Po desnem pasu, ne. In upa, da volivci tega ne bodo spregledali. Torej je malce predvolivnega tukaj, ne. Dobro, zdaj v tem tednu je tudi Aleš Primc, to smo pa videli, to je objavil na svojem Facebook profilu, nastopal na konferenci za pro-life voditelje, tole je on, ne. March for Life, to se pravi pohod za življenje, ja. In seveda takole je zapisal, da je tudi zelo odmevna ta referendumska odločitev, kjer smo se Slovenci na referendumu odločili proti temu pomoči pri samomoru. Zdaj, kako pomembna je res ta odločitev? Pomembna je, ne, zato ker se je pokazalo, da v Sloveniji vendarle obstaja še ena majhna večina, ki pri nekih osnovnih življenjskih, civilizacijskih, etičnih vprašanjih razmišlja, odloča tako, kot je prav. Ne tako, kot je moderno, ne tako, kot je v narekovaju napredno. Jaz sem za tale Primčev nastop izvedel pravzaprav na vaši oddaji, ne. A veste, če bi Nika Kovač ima nek uspeh v zvezi z tem, da je pa zdaj pitna voda v ustavi ali kakšna podobna samoumevnost, ne, to se dneve vali po televizijah in se jo kaže, kako je bila uspešna tukaj, kako je bila uspešna tam, ne. Vsaj na Zahodu imajo konzervativne zadeve, nek podoben network nevladnih organizacij, dogodkov kot progresivne. Ne? In ja, očitno
ima Slovenija tudi tam kaj zapovedati, ne? Ampak v Sloveniji kot da to ne bi obstajalo, ker smo spet pri tistem, ne, da obstaja prvorazredna in drugorazredna publika oziroma nekaj, kar je nekako normalno, sprejemljivo, kar se valja po vseh medijih, ne? Ni Kovač v Washingtonu, ki razlaga o svojih zmagah in dogodkih in je osebnost leta in tako naprej, ne? Aleš Primc pa nekje skrit v bistvu na nekem družbenem omrežju more sam napisati, da so ga povabili tja in tja, da je o nekem uspehu poročal. Ja, in tudi, ko je bil ta referendum, ko je bil konec, praktično mediji ga sploh niso povabili. On je bil na nek način zmagovalec, ne, frontman, prva oseba tega in nikjer ni nastopal. Sej sva prišla do tega, ne, da mediji, kako bi rekel, imajo dve agendi, ne, služijo kapitalu oziroma lastniku in služijo bralcem za to, da bi bralcem povedali, kar želijo slišati. Publika teh dominantnih medijev, dobro, se bi želela mogoče tole slišati, ne? Ampak ti mediji so v službi nekoga drugega, ne? Ti mediji niso v službi občinstva, ne? Pa bi vsaj nacionalna RTV to morala biti. Ne? Ker jo vsi plačujemo, ker ima denar, ker ima proračun. Takrat sem bil jaz minister, so imeli oni skoraj toliko kot vsa živa kultura, kot vse opere, drame. Tako, kot neko ministrstvo. In tako naprej, samo za RTV se je toliko zbralo. Ne? Skratka, niso na trgu, jim ni treba se prilazovati. Ne kapitalu, ne določeni skupini volivcev oziroma ljudi, ne? Pa to vseeno počnejo. To je tragika slovenskega političnega prostora. No in seveda, RTV depolitiziran. Ja. Podobno je seveda tudi, ko Primc govori na preiskovalni komisiji o kanalu C0, ne, in seveda je dejal, zdaj ta teden je nastopal na tej preiskovalni in je govoril o sistemskih zlorabah moči župana Jankovića v primeru kanala C0 in seveda tudi drugih. Janković je konec koncev zdaj dobil, spet se je odprla ena sodna zadeva, neka nova sodnica, torej prejšnja Mojca Kocijančič, ga ni obsodila v zadevi garaže in stadion, zdaj se je ta zadeva odprla, sodila bo pa sodnica, ki jo vidimo tamle v tistem krogu, ki pa je svoj čas se takole družila z jugoslovansko zastavico, pionirsko kapico, rutico, ne. To se pravi, zdaj vizavi Jankovića in pa sodnega sistema, ali zdaj so ta sodišča neodvisna? Kaj lahko sklepamo iz vsega tega? Moje mnenje je, da dokler Zoran Janković aktivno skrbi za, bi rekel, partizanski revolucionarni značaj Ljubljane, se mu ne more nič zgoditi. Zato so tudi vsi postopki proti njemu tako ali drugače neuspešni. Kar se tiče kanala C0, mislim, da gre za še en primer tega avtoritarnega legalizma oziroma tega, da tisti, ki so blizu temu avtoritarnemu režimu, za tiste velja neka druga zakonodaja, neki drugi postopki, neko drugo gledanje skozi prste, kot za običajne državljane. To so vse preizkusni kamni tega, ali imamo ali pa nimamo pravne države. Ampak lahko pričakujemo, da bo končno nekega dne pa vendarle tudi Zoran Janković nečesa kriv, da tako rečem, obsojen, ker ne nazadnje se zdaj tudi v Ljubljani širi ta duh proti Zoranu Jankoviću, mogoče zaradi parkirišč v Štepanskem naselju. Kaj bo prevagalo? Lahko karkoli prevaga. Tudi svoje volivce, balkanske volivce, če lahko temu tako rečem, malce izgublja. Ostajam pri tem, kar sem že rekel. Dokler bo on vzdrževal ta, kako bi rekel, mesto heroj, rdečo Ljubljano, zatiral vse drugo, dokler bo preprečeval pokop medvojnih pobojev nekje v Ljubljani, toliko časa je varen. On se tega zaveda. Jaz dvomim, da ima on kakšno osebno intimno izkušnje, poznavanje, tudi politično stališče do medvojnih dogodkov, konec koncev ima korenine v Srbiji, kjer so bile razmere dokaj drugačne. Je pa, kako bi rekel, spreten in ve, kje so tisti centri moči, ki se jim more prikloniti za to, da lahko potem vse ostalo dela tako, kot mu ustreza. Dokler so te centri moči. Kar se pa teh parkirišč tiče, očitno so ljudje
preden se je mestna občina vtaknila v Štepanjsko naselje, so nekako parkirali, se je dalo zdržati. Ne? So morda avto postavili kamor ni bilo narisano, da se sme parkirati, ne? Ampak je bil avto tam in neke silne okoljske škode in ne vem še česa. Zaradi tega ni bilo, vsa drevesa so rasla in tudi tista travca se je zarasla nazaj in prišlo se je mimo teh vozil po pločnikih. Namesto, da bi mesto pobarvalo, uredilo nekaj več parkirnih mest, ne, gre zdaj v vojno s stanovalci, ne, ki je posledica tega, da je mesto lastnik zemljišča, ki je pravzaprav pripadajoče zemljišče tistih blokov tam in izkorišča to, kako bi rekel, nepravično pravno stanje, da šikanira tamkajšnje prebivalce. In v nekaterih primerih... Očitno so bili dosti manjši problem dnevni migranti, ki so tam parkirali čez dan, ne, kot je pomanjkanje parkirišč za tiste, ki tam stanujejo čez noč. In rešitev, oprostite, ne, rečeš, bo imelo vsako stanovanje eno parkirno mesto. Pol imaš garsonjero, eno parkirno mesto in imaš 3-sobno stanovanje, eno parkirno mesto. Mislim, kje je tukaj logika? Ne. In še to je, ne, pravijo, zdaj beremo, da celo ni mesto Ljubljana lastnik določenih parcel, kjer prav tako kasira denar. To je pa še več. Ne. Čeprav mu je pa treba priznati, ne, je pa šel tja, ne, se je soočil z ljudmi, jim je povedal, kar o zadevi misli, ne, in tudi, da je to pogledno trmast, ampak jaz vseeno mislim, ne, mesto je tukaj zato, da meščanom pomaga, ne, da jih šikanira. In tisto, kar bi se on mogel vprašati, je, kako bomo zagotovili, da bodo vsi ljudje lahko parkirali. Ne? Če parkirajo na travi, se obstaja ena taka plastična mreža, jo daš na travo, da lepo avto zdrži, da ni vse blatno, trava še vedno raste, še vedno je vse zeleno, a ne? Sam avto je lahko tam parkiran. Pa zakaj to počne on? Kaj pa vem, kakšne poteze se mi zdi, da so nekoliko tudi povezane s tem, da človeku prej ali slej stopi oblast, a ne, v glavo in potem si misli, moram komandirati, ker lahko, ker sem se tole namenil narediti. No. Dobro, in za konec poglejmo še seveda, da Hamasovcem na RTV Slovenija, torej prva med njimi direktorica Ksenija Horvat, ki je želela in tudi je preprečila, da Slovenija letos ne bo in RTV ne bo sodelovala na Evroviziji. Seveda jim pa ni uspelo, da Slovenka ne bi sodelovala. Ne? Zdaj predstavljamo Evo Marijo Puc, to je Eva Marija Puc, tamle je v Ljubljani, vidimo, tukaj pa je na tem izboru v Luksemburgu, ona živi s staršema v Luksemburgu, tam je bila izbrana in bo nastopala na Evroviziji, skratka zastopala bo v Luksemburg, ampak vseeno je Slovenka. To je del Slovenije zdaj na Evroviziji na Dunaju, mi si bomo to ogledali po avstrijski televiziji ali pa HTV, kjerkoli pač, ker nihče ni bil tako nor, da ne bi šel na Evrovizijo, čeprav si o Evroviziji lahko mislimo karkoli. Torej, kako lahko zdaj komentiramo tole odločitev RTV Slovenija in to res spet vztrajanje na teh Hamasovih stališčih, če pa Jeruzalem, pa če so Židje, pa Izrael in tako naprej, potem pa ne. To samo pomeni, da imamo politično televizijo, ne? Televizijo, ki promovira neka politična stališča, ki ni, kako bi rekel, nevtralna. Ne? Nastopajočih na Evroviziji, mislim, da boste 2 državi v suma sumarum manj, kot sta bila lansko leto. Bojkotiralo bo to Evrovizijo, mislim, da manj držav, kot jih gre na prste ene roke. Slovenija med njimi, kot rečeno, s tem RTV Slovenija kaže, da je neko politično orodje oziroma političen organ. Izgovarjajo se, da je to zato, ker tudi Rusija ne sme sodelovati. Ne? Ampak tukaj ne gre za sodelovanje Rusije ali pa za sodelovanje Izraela. Gre za sodelovanje ruske nacionalne televizije in za sodelovanje izraelske nacionalne televizije. In ruska nacionalna televizija je očitno propagandno orodje ruskega režima, pravzaprav zelo podobno, kot je slovenska televizija orodje slovenskega režima. Ne? Izraelska televizija pa ni orodje Netanjahujeve vlade, ampak boste tam imeli polno oddaj, ki bodo kritične do Netanjahuja, ki bodo kritične do zadev v Gazi, ki bodo kritične do, ne vem, napadov na Iran in tako naprej. Skratka, izraelska televizija je pa normalna demokratična televizija v demokratični državi, kjer se slišijo različna mnenja, ne tako kot pri nas. Ne? In zaradi tega je
seveda bojkot ruske televizije upravičen, bojkot izraelske televizije ni upravičen, bi bil pa bojkot na nek način slovenske televizije sa strani drugih upravičen zato, ker to tudi ni pluralna televizija, ki bi zastopala vsa mnenja in kjer bi se vsa mnenja, ki so v slovenskem prostoru, lahko slišala. Kako bi vi rešili, recimo, bili ste tudi kulturni minister, kako bi vi z današnjega vidika rešili ta RTV Slovenija? Kaj je treba narediti? Jaz mislim, da v resnici ni več nobene potrebe, da imajo države nacionalni medij. To je bilo morda potrebno v 60-ih, 70-ih letih, ko je bila tehnologija strahovito draga, ko je bil en takle studio, kot je tale, kjer sva midva in jih je v Sloveniji še 20-30 verjetno, je bil en sam tak studio v celi Sloveniji, pa predtem sta bila dva v celi Jugoslaviji. To je bilo takrat smiselno, danes to smiselno ni več. Smiselno bi se mi zdelo, da bi država naredila razpis za to, kdo bo ponudil en, bom rekel, informacijski radijski kanal, en informacijski televizijski kanal, razpis za razmero dolgo časa ali pa morda dva, zato da sta pluralna, in seveda preko razpisov bi potem financirala tudi produkcije, ki se na RTV-ju dogajajo mimo politike, otroške oddaje, dokumentarne oddaje in tako naprej. Mislim, da bi na ta način prišli do veliko boljšega servisa. No, in s tem bova končala ta tedenski komentar. Dr. Žiga Turk, najlepša hvala za vaša mnenja. Hvala za vabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.